problematiki pokojninske reforme. To je zadnja okrogla miza v sklopu projekta Kič kultura. Mogoče, da povem nekaj nasplošno o tem. Kič kultura je multižanrski, multikulturni projekt. In nekako rdeča nit tega projekta so okrogle mize, ki smo jih štartali z splošno debato o Kiču oziroma debato o razstavi Kič, zelo odmevni razstavi iz leta 1971, ki nam je predstavil Gorazd Makarovič. Potem smo včeraj bolj filozofsko, znanstveno in fantastično reflektirali kulturo s poudarkom oziroma nekim retoričnim vprašanjem krize kulture. Danes pa z neko konkretno problematiko poglabljamo vprašanje krize kulture. Se pravi, danes bomo torej govorili o problematiki pokojninske reforme in sicer zakaj se sploh gre. Predstavili bomo nekaj osebnih zgodb, potem pa medijsko vpetost te problematike v naš svet in pa kakšne so pravne podlage tega zakona. Pa bi mogoče predala besedo kateri izmed sogovornic skupine Pravica izigranjem pri pokojninski reformi, da pove na svojem konkretnem primeru, kaj se je zgodilo oziroma zakaj se gre. Jaz bi se po SPIS 2, po SPIS 1 upokojila letos junija. Sem pa postala višek, tehnološki višek na podjetju julija 2010. Pripadalo mi je, ker sem imela 35 let neprekinjene delovne dobe, mi je pripadalo 18 mesecev na zavodu, nadomestila. Po tistem pa je bilo takrat, ko sem jaz postala višek, rečeno, da nam bo država plačevala do 3 leta, če nam manjka ali manj do upokojitve, to je prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Ampak v tem času se je zgodila reforma trga dela, ta je to zožila na 1 leto, tako da jaz sem prenehala prejemati nadomestilo januarja 2012 in so mi rekli, naj si pač plačujem prostovoljno pokojninsko zavarovanje sama. Morala bi si plačevati 18 mesecev, potem bi se pač upokojila. Računali smo, da bo to upoštevalo kot delovna doba, ne pa kot dokup. Ker se pa zgodila reforma, SPIS 2, je to pomenilo, da to ne šteje kot delovna doba, ampak kot dokup. In je to pomenilo, da bi se jaz lahko upokojila brez malusov, šele v starosti 65 let, oziroma če se zaposlim, jaz sem se zaposlila konec februarja, sem zdaj dobila odločbo, da se bom lahko upokojila julija 2015. To zame ni nobeno prehodno obdobje, kot tolmačijo na ministrstvu. Poslali smo peticije na državni zbor, poslali smo vprašanja na ministrstvo, bili smo v vezi s sindikati, so nam ponujali neko pomoč in zdaj pravijo, da so dali tudi na ustavno sodišče zadevo. No, bili smo tudi pri varuhinji človekovih pravic, moram reči, da smo bili kar razočarani. To je to. To je moja zgodba. Še katera želi dodati? Ja, jaz bi tudi povedala svojo. Jaz sem tudi ostala v 2009, pač sem na zavod, prej sem imela 33 let delovne dobe, pa sem pa na zavod prišla in sem bila 1 leto, mi je pripadalo, ker nisem imela še 50 let na zavodu nadomestila. Na kar sem si 14 mesecev pa sama plačevala, potem me je pa zavod za 13 mesecev zaposlil, so oni financirali, to se pravi do konca leta 2012, 1. letošnjega leta sem pa spet brezposelna, 3 mesece sem dobila nadomestila in v bistvu se mi je zdaj, mislim po stari zakonodaji, bi se upokojila 12.12.2014, to je 2. leto. Zdaj, ko je bil pa sprejet nov zakon, se mi je pa 5 let podaljšal za predčasno, oziroma 11 let, da bi bila stara 65 let in bi imela skoraj 49 let delovne dobe.
Zdaj, prej sem si plačevala nižji prispevek, ker sem se pa zdaj za 1 leto zaposlila, me zavod, no sej sem bila za to, pa plačujem najvišjega, to je 190, a ne, in enostavno, se pravim, zdaj imam 5 let, takoj 1.1.2013 sem imela 5 let več, nobenega prehodnega obdobja s tem, da bi, če bi se predčasno, bi imela 50% pokojnino, če bi se predčasno, a ne, tako da to je to, ne vem kaj narediti, služb ni in čakam, ne. Pa ste dobili tiste, da vas je več v vaši generaciji v takšni situaciji, ali da mogoče niste povezani, ali ima vsak mogoče v tej zakonodajni kompleksnosti malo drugačno zgodbo, ne? Jaz imam čisto isto, kakor vi, razen da sem se 2007, da sem ostala brez službe, ne, in sem se vmes plačevala, tudi imela sem samo 1 leto na zavodi, ko nisem bila stara 50 let takrat, ko sem bila brez nadomestila in sem si plačevala, ne. Zdaj so mi zaračunali po starem zakonu, da bi šla 2014 v pokoj, in po ta novem, ko sem dobila zdaj, pa šele 2018 predčasno, drugače pa, ko bom stara 65 let, to je čez 10 let. Ja, to je zdaj... In zdaj ne vem, vmes, pa zdaj mislim, da bi mogli plačevati še to, nehamo plačevati, ker denarja na spizu je meni rekla, sem rekla, kaj, kam pa imela 40 let, kaj pa pol, prav pol pa smiselno, so se mi tudi zapisali v temle, da pa nehate, pa počakate 3 leta do predčasne, a ne, da bom stara 60, pol te pa dobila teh 50%. Tako, ne? Tukaj, če lahko jaz se vključim, del odgovora od Ministrstva za delo, družino, dodatno lahko pojasnimo še, da se vam plačilo prispevkov na podlagi prostovoljne vključitve ne bo vštevalo v pokojninsko dobo brez dokupa, ampak samo v pokojninsko dobo, kar pomeni, da se boste lahko upokojila samo pod pogoji določenimi v 1. do 3. odstavku 27. člena. To je pa tisto novinsko prehodno obdobje. Ja, zdaj, v bistvu je nekaterim se za nekaj let, pa tudi do 7 let, recimo, omaknilo upokojitev, ne, tako, če potegnemo črto, ne. Tudi do 10, Ja, meni do polkne 11, ne. In to zaradi tega, ker v bistvu ta nov zakon ne upošteva več vojaščine in pa študija. Pa otrok mi ne upošteva, pa dela pred 18, nič to sploh ne upoštevajo, ne. Meni je samo recimo fenomenalno absurdno, kako so na ministrstvu recimo dali ta datum 31.12.2012 in so dejansko mislili, da se očitno realno življenje sklada z nekimi birokratskimi številkami, da niso niti pomislili, da bi to lahko takšno veliko luknjo naredilo. To se mi zdi fenomenalno absurdno, da ni nihče na to pomislil. Ja, pa še to, da sem samo tist, ki je prejemal nadomestilo. Vsi drugi pa glih tako ne. To tudi ni, to je meni nerazumljivo. Ja, kakor vem, so nadomestilo so še države plačevale tistim, ki jim je pa manjkala eno leto do upokojitve, ne? Ampak... Ne ob urmu, 1 leto. Tisti, ki so bili 31.12. na zavodu in jim manjka 1 leto, tistem še plačuje država. Če jim je na dan 31.12. manjkalo 1 leto do upokojitve. Ker meni je manjkalo 31.12. samo 5 mesecev, samo mi ne več, mi ne. Ja, sam to je, a ne, to je pa pojklel recimo zame, jaz zaposlim. Ne, mislim, da po prenehanju nadomestila iz zavoda, tisti, ki jim je manjkalo 1 leto, jim je še država plačevala in tisti so potem še to luknjo padli, da se upokojijo po starem sistemu, ne, če so. Sam zdajle bom tlele, jaz imam zaposlitev, pa mi pol leta manjkal. To je, pa se do mene krivično zdi. A ne, ki na zavodu plačuje, a ne, jaz tudi plačujem, če je tako. To recimo, kdo je plačeval, pa kdo ni plačeval prispevkov, bila tudi pogledala kot en razkol, ne? Vsekakor je že nepošteno tak birokratski
gap narediti pri upokojitvi, ne? Se mi zdi, da to pa sem zmede eno debato, ker že sama ta zakonodaja okoli tega je zelo kompleksna, ne vem, če se strinjate, kaj menite? Ja, Mislim, kako je to recimo povedati sosedu ali pa nekomu, ko nima izkušenj s tem, ne vem, kjer mogoče. Ja, ne, sam to razumejo, da če splačal, pa da ti ne gre v delovno dobo. Ja, pa še višji prispevek. Mislim, meni je že to sporno. Jaz sem dobila za 1 let, medtem prej sem plačevala nižjega, pa sem pa vzela 1 let, ki je zavod financiral. Potem sem prišla pa spet na zavod, pa lahko višjega plačujem. Mislim, je rekel, mož škoda, ka šla, prav, le pa sem naredila. Zdaj moramo pa 200 € plačevati. Prej sem pa 60. Prav na umnost, ne. Sem rekla, lej, če bi vedela, ne, kaj. Ja, zdaj pa ne veš, če pa neko plačevati, Ja, saj pa to. še 2018 ne bom mogla ja. Ja, se jaz se tudi Ne? tega bojim. Tega se jaz Ja. bojim, da bom spod pol mogla 10 let čakati, da bom šla, Ja. če prekinem. Se to? Ja, to je sam bonus, da dobiš 40 let, Ja, pa to se pravi, da odštejejo pa ti ne od noč, tega. da pa Ja. brez veze, da plačujem. Tako je to iz tega odgovora razumem. Ja. Pa še ti znak smo plačali za te lema nazaj. Ja, ne dajo Ja, nazaj, za tiste- pa ne za oni tiste po leta. svoje. Ja. Ne, se tudi recimo o tem, to bi, če se ne vem, velika skupina, ne, že samo v tem enem obdobju, ko se ljudje ne upokojijo, kot je bilo mišljeno, se neki denarja ne izplača, a ne? Seveda. Seveda Ja, ne. oni bojo zdaj na nas šparali, ko bomo 5 ali pa 11 let čakali, da se bomo upokojili, in ker ne tako bojo bomo te imeli nič, luknje. pa še denar bojo Ja, dobili. ne, in Ja. jaz nisem nobenega tajkunskega kredita, Ne. niti Ja, nobene ja. mojega. Ja. In zdaj pa jaz dajala tam, ne. Kako so pa kaj na zvezi upokojencev reagirali, ste kaj obrnali? Jaz sem poslala tudi na Desus, samo so mi odgovorili, da bodo poslali na ministrstvo in potem sem jaz iz ministrstva enih 10 odgovorov dobila, ker vse poslanske skupine, razen Slovenska ljudska stranka, moram reči, mi je zelo lepo odgovorila in sem zauzela od teh poslanskih skupin, res. Ostali so pa vsi prav tako formalno, bomo poslali na ministrstvo in ministrstvo je bolj posredovalo, tako da sem jaz in je bolj zmeraj Jaz sem predstav. pa pojedina. Ponovno smo prejeli vaše Meni vprašanje, odgovora ponovno niso dali, sem me pa so dali, se jim kdo Ja. dobila, ima vse enake, ne? Ne, jaz Enako sem kot pa na tu peticijo, če imenu, pač formalno, naredila. ne. Jaz sem na poslance tudi tebe ni Res ne, pa ne, ja, ma jaz sem po mailu, ker veste, Sem tudi jaz Po povedala. e-mailu sem, a ja. res. Recimo, če bi mogoče prebrali tale odgovor z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake, če se strinjate, iz 31.7.2013. Se pravi, odgovarjajo pač na opozorila, pritožbe v zvezi z spremembo zakona. Odgovarjajo, peticija za komisije ter človekove pravice in enake možnosti je dne 30.7.2013 prijela e-vlogo s kopijo dveh gospa, ki opozarjata na diskriminatornost 394. člena ZPIZ-a 2. Vloge s podobno vsebino so nam posredovali drugi vlagatelji, Vloge s podobno vsebino, ki so nam jih posredovali drugi vlagatelji, smo pred dobrim mesecem dni že posredovali vašemu ministrstvu oziroma neposredno direktoratu za socialne zadeve, vendar odziva zaenkrat še nismo prejeli. Ker je omenjeni člen zakona očitno prizadel precej ljudi in ga dojemajo kot diskriminatornega, vas na podlagi prvega odstavka 45. člena Poslovnika Državnega zbora v povezavi s prvo točko 2. člena odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije ponovno prosimo, da se v skladu z vašimi pristojnostmi do navedb vlagateljic opredelite in nas z vašim stališčem seznanite. Se pravi, konec julija iz ministrstva odgovarjajo določenim posameznikom, da so seznanjeni s to problematiko, da so tudi drugi že se oglasili s tem problemom in tako naprej. In ugotavljajo, da je zakon očitno prizadel precej ljudi. Ja. In te se lahko... In kaj so do danes naredili za to? Zakon so nam citirali. Ne, Ja, jaz sem zakon, zakon tega ne poznala, ne.
Čužo, mislim na zakon, da je tako po zakonu. Ja, vse zakon, pa naj ga Ja. lahko od prvega... Samo je zakon pravičen ali ni pravičen, se pa nobene ne vpraša. Jaz sem danes spet videla na stvar ministrstva za delo in je odgovorno to vse peticije, tudi ta. Vse je v redu, mislim. Ja, javno pa se je bilo, kaj je bilo po RTV-ju, a ne? Kdo je bil že ta? Ne vem, jaz Jaz nisem zasledila zjutraj, da je bilo v 8 in 9 uri, so rekli, pol pa ni bilo več. Ta nek, To sem pa gledala. Sam je bilo tako zelo, mislim... je tudi z ministrstva en pač njihov neki. Res, ja. Sam je bilo tako, mislim sploh, se ene dva sta poklicala, sam to ni tako predstavljeno, to je tako na hitro, veste. Ne, zanimivo, da je iz ministrstva rekel, pač to so te zakoni, to vse v redu, tle v enem so pa v pismu posameznikov pa ugotavljali, da so problemi, a ne? Zdaj pa, kaj pa mislite, da je razlika pač med to skupino in recimo skupino ljudi, ki je prejemala to jugoslovansko pokojnino? No, to sem jaz prej rekla. Mislim, oni so bolj finančno močni in si lahko privoščijo odvetnike, mi si pa ne moremo. Če bi mogoče skrb stopili, bi pa mogoče lahko, če bi vsak... Ne vem, se veste, koliko lahko skupaj smo. Vidim, oni so svoj pošlihtali, ne? Jaz ne imam vse, da jih to puta, mislim, da si čist... Nemočen, ne veš, najbrž misel, da se ne da nič narediti, ali kaj, jaz ne vem. Kaj pa boš naredila, kaj pa boš naredila? Meni je že mož to rekel, kaj pa boste tole, a vidiš? Ali pa na zavod za zaposlovanje sem poklicala, pa pravnika. Ne prav, gospa, vi boste delala, vi boste do 65 leta čakala, jaz nisem verjela, kje pa, dokler jaz to ne dobim, sem rekla to kar nekaj na pamet, ali gospod govori, res. Mislim, sem bila še kar malo jezna presepno, nisem mu rekla, ampak dobim pa izračun, pa dejansko je tako, ne. 50%... Jaz sem dala še enkrat pa izračunati v Ljubljano, sem rekla, to ne more biti, ne. Jaz imam tudi še enkrat, pa da vem, se bom isto. Ja, isto. Kaj pa mediji, recimo, ste kaj se obrnali na njih? Jaz sem 3-krat preverjeno, tednik, 24 ur niti odgovoril ni nobeden. No, žurnal sem enkrat mi je bolj odpisala, no se bolj nekaj bilo objavljeno. Je bilo, ja, žurnal. Takrat so Primorske, potem v Dnevniku je bilo pred časom tudi takrat, ki je Pirnat lepo, no, štole, že takrat v marcu, ne veš, ali v februarju. Bomo pa to. Ja. Povejte. To je bil že februarja zdaj v Dnevniku. Takrat sem jaz nekaj novinarja. Ustavni pravnik Rajko Pirnat meni, da o retroaktivnosti ne moremo govoriti, saj zakon ne posega za nazaj. Ja, kako da ne? Ja, posega. Ja, no se to. Tisti, ki smo plačevali. Za nas posega. Ja, jaz mislim, da recimo dva različna pravniška mnenja, ko se mogoče že z gospodom Pirnatom ne bi strinjala, sem zasledila. Pa recimo, če to vzamemo kot pravniško mnenje, ki bi zadevo obravnavalo kot sporno. Eno je, da se štarta na spornost nekega člena in na prehodno obdobje, je pa tudi pravniško mnenje, ki pa pravi, da je zakon sporen že zaradi tega, ker bistveno poslabša položaj sedanji generaciji in prihodnji, ne? Ker namreč, če se podaljšuje doba do upokojitve, tudi ni delovnih mest za mlajšo generacijo, ne? In mislim, to so tudi konkretna, zaenkrat anonimna pravniška mnenja, ampak ne vem, očitno po enih mnenjih zakon vse ne posega za nazaj, ampak... Ja, pa še to mene, naprimer, da si sami plačujemo, smo tako kar kaznovani, ne vem za koga, zakaj pa se nas sme to pokojninsko, vse meni ben dela ponudil, da ga ne bi hotla. To je ena kazan, to je kazan, nič drugega, pa ne vem zakaj, ne.
sem jaz sporen. Ja, vi imate še več problema, ne? Ja, A ne, mi imamo to je res čisto isto, katastrofa, samo da mislim, smo za en res. let razlike, čisto Ja, razlika. po 14 bi se pravi. Jaz isto, 12 meseci 2014. Ja, jaz tudi 12. velikno rojsten dan, ne? In zdaj pa lahko, se pravi, sploh ne, meni se zdi zelo brezizhoden tole. Pa nič ne naredijo tudi na zavodu, da bi rekel, ne vem, na zavodu tudi če benga tam ne bi bilo, sam da prideš, pa imaš datum, Tudi za to delo so na sami zavodu. sebi namen, jaz ne vem, Imajo nič že vse drugega narejeno, kdo niti. bo dobil. Ja, pa sem Dejan je rekla, pa vprašal ja. za službo. Sem rekla, dajte pa javna dela, mislim, to nov te dobim, ja dobro, kam pa pol, mislim, Preostalo. Seveda zato, ki jih ukidajo, jaz v domu delam, imeli smo jih 7, letos imamo 2. ja, A ne? toliko manj sredstev je in Ja. posledično je pol toliko manj teh rasti. Mislim, ampak kje so pa tista evropska sredstva pol, a ne, ki jih je, ne vem, mislim, Ja, tukaj no za- in sploh za na take Ja, samo nekdo- ustanove mogli poskrbeti. No. Pa sploh za to generacijo, Ne. ki smo mi, bi mogli poskrbeti. Ne, zdaj ti je to Ja. poteklo, zdaj se pa znaj, pa prodaj, ne vem, tisto, kar si rečemo zaslužil, kupil si, ne vem, otroke ven zmeč, pa bomo prodali, Ja. ne, pa bomo, ne vem. Kako pa to recimo, če bi se psihološke plati tega dotaknili, ko bi tudi pač zakakor bilo eno vprašanje za raziskati, ne? Mogoče, če bi kjera želela povedati, kako je to, recimo, da ti čez noč, da se spremenja, ne bo pojutrišnjem, ampak čez 5 let. Grozen. Res, Ja. To je tak šok, jaz sem bila Ja. čist, res, To je Bože, sigurno, jaz sem Samo zdaj hodila pa mir. jokala. Jaz nisem Idem na sam, drugega. mislim, Res, ker mi je grozno, psihično meni je je skole čisto. mi je delala. Imam s psiho dolg probleme in že ko sem službo izgubila, mi je bilo groza. Seveda. Ja, ne, Zelo res, oči sem dvakrat vsaj na te trgovine, štrafam, a ne. kukar še kar naprej bila v službi. In to ne spiš noči in noči, Res, pa ja. že mečken pozabiš, pa se že mečken neki, pa spet. Pa spet Isto, eno da, isto. ja, dobrega čist. Mislim, jaz ne vem, kaj so naredili za tole generacijo, samo to, da so nam podaljšali in zdaj se pa znajte. Brez denarja. Res je, ja. Mislim, tam pa ni, pa gledam po televiziji, pa laptope, pa to, Ne, pa tudi, mislim, ja. Res, mislim, tam pa ne šparajo nič, klele nam bojo pa za 5 let, se pravi, podaljšali, bom pa 50% predčasno, pa delovne dobe imam pa dosti, ne. Mislim, zakaj? A mora biti nujno, to so oni pisali zakon sebi na kožo. To se pravi, pozno greš delat, pa tam bo že do 65 ga že zdržal, ne, se mislim. Mi smo pa zgodaj začeli, jaz ne vem, zakaj sem za to kaznovana. Res, Ja. nimam Mož je pojma. pa 15 letam začel, pa Ja. nima nič od tega. Ja, Ja. res. Grozno je tudi, če tako za Ne, pa tisti, ki tudi bi to je. Saj nismo, že tlele notno nismo tako kot pa 20 let nazaj. Res, A ne, ja. Zdaj si pa konc, Ja. Jaz- Mislim, ne gre več, no, mislim. Te na to službo tam begno vzame pa teh letih. Ne. Tudi to je, Sam ne ja. poveš, koliko si star, te na Oh, kje pa že, vse so ful prijazni in vse jih zastopam, se je toliko pa toliko delovnih mest, mislim, nas pride, tam je pa eno delovno mesto, ne, zelo prijazni, ampak vse mi je že jasen, jaz ne, Povejte, tu ste dali. kaj pa? Vlogo za delovno mesto. Ja, Prijavno. dala sem vlogo za delovno mesto, zdaj ne po mailu in sem dobila odgovor, da je bilo 3200 prijavljenih za eno delovno mesto. Mislim, meni je čisto realno to, da ni variante, da bi dobila. Ne? Da, kdo pa starega vzel, sem vam tudi sina doma, ki je glih tako za določen čas dela in še on zelo, zelo težko dobi, ne pa do en takle star, ki sem jaz, ki je pa. Kaj so pa poslanske skupine odgovarjale? Po enem. Skupine meni so poslali, da so dali na ministrstvo za delo. Aha, Kako sem ministrstvo dobila, meni je bilo tako. No. Ja, ja, Meni ne, nič pa ni jaz sem pa odgovora. direkt poslancem tudi odgovorila. Nobenega. Jaz se mi zdi tako, no, da so tako brezbrižni, a ne, in poslanci, Že in Pahorju mediji. sem ni odgovorila. Tudi jaz sem tako, pa sem počuden odgovor dobila. Ja, jaz sem mu napisala, da je le- Posredovala vam kaj, no. Kaj pa varuhinja odpisala?
varuhinja je odpisala pač končeš, da neč ne more narediti, meni osebno. Smo pa šli tudi do nje, jaz in še 4 z Primorskega. Nas je sprejela in povedala, da ima pol ure časa. Poleg je bilo 135 minut, trikrat je pogledala na uro v tem času in 25 minut govorila v glavno ona, koliko ljudi se na njo obrača in koliko je kršitev delovnih pravic. No, mi smo prišli s svojo kršitvijo, mislim, smo imeli malo čudno. Mislim, da je bilo razočarano. Da berem iz njega odgovora. Vendar je tudi varuh zavezan spoštovati veljavno zakonodajo, tudi če je nepravična do posameznikov. Ker ne moramo volje zakonodajalca, smo vam želeli navesti nekaj več informacij, ki jih boste morda lahko uporabili v prihodnosti. Če se boste morda odločili začeti pravne postopke za uveljavitev svojih pravic. Se pravi, neko odpira polje nekega pravnega boja, ampak se... Pa bi ona kot varuh imela, ona in sindikati največjo možnost za ustavno poslovanje. Tudi koncev plačevali smo sindikate. Sindikati so dali, zdaj očitno to glih v teh dneh prišli ven, so dali pokojninski člen v ustavno presojo. Kaj menite o tem, oziroma kaj konkretno so oni dali v ustavno presojo? 27. člen. 27. Malo začudilo, jaz mislim, da bo 394. Ja, in kaj je ta 27. člen? Starost, tista starost, čakaj se sem se razprintala. Ne vem, katero odstavke so, tu piše, katero odstavke so. Aha, se lahko mogoče vi preberete, ko veste. Ma nije starost, ne vem, določa starost. Aha, to 27. člen se dalo. 27. člen je tu, ja. Aha. Starost brez dokupanja, to je najbolj sporno, tu brez dokupanja. In tu se pokojninsko upošteva kot dokup. Meni je tu najbolj sporno. Meni je to sporno. Res je, Ja. Sej, tu so nam takrat ponudili, se niso nam dali nobene druge alternative. Ja, točno. Če si boste plačevali, vam Tako, bojo ja, nekaj, če ne vam ne seveda, bojo. tu sploh ni bilo vprašanje. Sigurno. In ko se je tu zgodilo, mi Se mi, nismo če imeli bi možnosti takrat to nekaj napovedali, za ne bi nazaj plačali. popraviti. Ne? ja. Bi kakor let delovne dobe Glejte, sjema, bi jo pač jemo. Jaz sem bila zaščitena že, ko so me dali ven. So me dali ven s tem namenom. Je bilo tu nekako stvar dogovora. Frutal je dejal take ljudi ven, ki so bili starejši, da se bo tu, mehka varianta so rekli, ne? In predlagano se jih je ogromno na mehko res, lepo upokojilo se je, lepo steklo. Za mano, potem tudi v moji skupini, takrat smo 3 struktura konkretno, tako kot jaz, da se pač tu ravno ni išlo. Kaj je tle pri 27. členu spornega pri starostni, oziroma pri... Ja, ne vem. Najbrž ta dokup, jaz si mislim, da je to ta dokup. A ni 394. člen, ki zajema prehodno obdobje, Ja, ne? tukaj je, ja. 304. Če je prišlo recimo do problemov zaradi prehodnega obdobja, ne vem, mislim, sprašujem, če ima ta 27. člen, ki je opravka s tem, če ta 27. člen, ki je povzročil te... Jaz mislim, da je tu dokup, ker to ne piše brez dokupa, da je to zaradi tega, ker je tukaj noter. Kako si jaz to ločil? Ne vem. Pomenili, da bi se skupina razdelila tisti z dokupom in brez dokupa. In ta razlika, ki se je pa s 394. členom naredila... Kolikor jaz sem seznanjena, tu ne nobenem členu tu prostovoljno, da se šteje kot dokup, ker sporno je tu največ. Ja, meni se tudi da je to sporno, zaradi tega, ker zaradi teh let se grad smo plačevali vmes. In ko ni zdaj priznan. Ker prej je bilo rečeno, da bo to uredna leta delovna priznan, zdaj pa to ni več. Jaz sem recimo, nekateri tudi niso plačevali, pa se jim je tudi zamaknila upokojitev, je še zmeri sporno, ne? Je to spet 394. člena, ni? Meni je pri tem 394 najbolj čudno tu, gledajte, 7. odstavek, kar piše zavarovanec, ki mu bo na podlagi odrek do 30. junija 2013 prenehalo. Kaj da? Tiste, ki bo tudi tiste, ki bo do 30. junija 2013 prenehalo delovno razmerje, se lahko pogoji po predpisih veljavnih do veljavitve tega zakona pod pogojem, če mu je na dan 31. december manjkala za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih veljavnih do tedanjega zakona
3 leta starosti in 3 leta pokojninske dobe. To se pravi, do 31.12.2013, do 30.12.2013 tisti, ki so jih prijavili, se bodo še postarali, mi pa ne. Tu je meni najbolj sporna stvar. To je v 394. členu 7. odstavek in ta je bil dodan tik preden je bil zakon sprejet. Zelo na tako, ti nam spomni. Ja, kakle meni je napisala, niti po 5. odstavku 394. člena nimam možnosti, da se upokojim. No, ja, po 305. odstavek 394. člena, spis 2. Oni so dali pa zdaj ustavno presojo, torej ta 27. člena, ne? Ki pa... Se bi še tudi tiri odstavki, ne? Ja. 4. in 5. odstavek 27. člena, ki se nanaša na pokojninsko dobo brez dokupa, brez upoštevanja pokojninske dobe, pridobljene pred 1.1.2013. Se pravi, da želijo... Kaj? Ne vem, mislim, da nisem znali, ne vem. Še enkrat preveč. 4. in 5. odstavek 27. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sta v delu, ki se nanašata na pokojninsko dobo brez dokupa, brez upoštevanja pokojninske dobe pridobljene pred 1.1.2013 iz naslova prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Kako pa vi to zdaj, ko ste pravnica, stolmačila? Jaz nisem pravnica, jaz sem antropologija. 4. in 5. odstavek trdita, da se ne upošteva, tako kot ste rekli, gospe, ne upošteva, kar ste plačevali prostovoljno, zaradi tega, da bi tekla delovna doba, da se ne upošteva in to prav, da je v nasprotju. Aha, prav, no. Vse to je, ne v nasprotju, sigurno. Ja. Kaj pa 4. pa 5. prav pravta, pa je treba preveriti. Aha, to, da se potem te prostovoljne prispevke prizna za pokojninsko dobo, spet za tako kot prej, ampak ne pa čas študija, pa otroke, pa pred 18 in pa spet ne. Pa spet ne. Se pravi, so samo en del problema za v tej ustavni presoji. Ne, otroke se upošteva, če nisi dosti star. Ne, se ne upošteva, jaz sem tukaj izračunala. Ja, meni rekla. Ne upošteva se res. A ne? Tisti, ki so sami plačevali, ne. Ne, res ne. Za tisti, ki so sami A plačevali, ja, ne. jaz sem v Za službi, družno pa letno pa ja. Ne, znam tudi, če si vmes bil kaj preizposobljen, kukar si nekaj doplačal vmes. Ne, če več bom 58 let in meni rekla, sem jih ne upošteva več. A ne, zdaj nimam, zdaj bi mogla imeti 38 pa 4 mesece delovne dobe, a ne, pa jo še nimam. 58 let pa tudi nisem še stara. Drugih let pa bom, sem jih pa ne upošteva več, ker ne bom imela 38 let pa 8 mesecev. Ja, smer uhaja. To je Franska, kot teče za vodo. Evo, to Franska To je za vozom. meni rekla in mene z tega Jaz pravim mojim vidika otrokom, da jaz 16 sem let. Franska za vozom. Ja, to je meni Bila na pokojninski rekla, ki je imela tiste razpredelnice, pa je rekla, tle izpadete, no tle bi pa mogla, ne, tle spet izpadete, ker niste enkrat nisem bila stara, dosti enkrat let Ja, nisem bila meni je isto. Mislim, Meni celo se reče, pa rekla, se pravi, da sploh ne bom mogla jeti drugače, kot da bom čakala do 65 leta. Ja. meni je v prvo sploh rekla, da nimam niti pogojev, da z malo si grem lahko. Sem rekla, da dajte povedati, da grem za tvoj z malo si. Ne, sploh ne morate mi rekla, ne vem, kakšen logik ne moram. No, če zdaj preberemo lahko eno zgodbo gospoda, ki pa ni plačal teh prispevkov, ampak se mu vseeno upokojitev zamaknila za 5 let. Rojen sem leta 1955. Po srednji šoli sem najprej končal študij na višji šoli, nato odslužil vojaški rok, 11 mesecev, nato sem se zaposlil in bil v delovnem razmerju brez prekinitve do 2010. Ko sem v letu 2010 v začetku julija izgubil zaposlitev iz poslovnih razlogov, sem imel že v januarju tega leta predhodni izračun v okviru ZPIZ-1 o možnosti upokojitve, ki ga je Zavod za zaposlovanje naredil na prošnjo takratnega delodajalca. Po tem izračunu bi imel možnost upokojitve z upoštevanjem dodatne dobe za študij in vojaščino meseca oktobra 2013.
Tako sem se julija 2010 prijavil kot brezposelni na Zavod za zaposlovanje in nato 24 mesecev prejemal nadomestilo za brezposelne. Pravica mi je potekla avgusta 2012. Ko sem se jeseni 2012 oglasil na Zavodu za zaposlovanje in vprašal, ali izračun iz leta 2010 še drži, so mi dejali, da je v postopku sprejemanja nov zakon, da mi ne morejo dati nikakršne informacije in naj se oglasim pomladi 2013. Kot je znano, je bil decembra 2012 sprejet nov zakon, ZPIZ-2. Ko sem se konec marca 2013 pojavil na Zavodu za poslovanje in poprašal po izračunu za upokojitev, me je pravnica vprašala, ali ste invalid? Ne. Ali ste bili 31.12.2012 prijavljeni na Zavod za zaposlovanje s pravico do nadomestila za brezposelne? Ne. Potem pa je dejala, za vas se je situacija bistveno spremenila, ker se ne boste mogli upokojiti po starem zakonu, pač pa po novem zakonu. Novi zakon ne upošteva nikakršne dodatne dobe za študij ali vojaščino. Tako sem v aprilu 2013 dobil po pošti na dom nov izračun za možno upokojitev in sicer januar 2017 ob pogoju, da si plačujem premijo zavarovanja. Lahko rečem samo še to, če bi izgubil zaposlitev pol leta kasneje, bi 31.12.2012 še imel pravico do nadomestila in bi v tem primeru zame veljal stari zakon. Mislim, v bistvu ima enako pojem praktično. Ja, tako. Mislim, to meni ni smiselno. Nekdo, ki je 31.12. še dobival vrelo, tisti dan dobival, tisti, ki pa ni, je pa vendar razlika lahko. Ja, ampak zakaj samo za te, ki so na zavodu? Zakaj ne velja, recimo za vas, pa tudi za nas zaposlene ne? Tle tudi vprašajo Kuto, da so mediji tako svalili pri svoji nalogi reflektiranja enih družbenih dogajanj. Sploh, ker ste rekli, da ste se obrnili. Vsaj trikrat. Potem prej sem brala odgovor, ne vem, iz enih vaših papirjev, oziroma v tem, v postopku, ki so ga dali iz Zveze svobodnih sindikatov na sodišče, mislim, da piše, pač da ugotavljajo, da je oškodovanih več 100 posameznikov. To je, mislim, da je ta pravnica od Zveze svobodnih sindikatov nekje navajala. Te navajala, so rekli, okrog 1000 nekaj tega se je šli. Recimo, kot da so, recimo, če ona navajala to številko, kot da so mediji tako družbeno, reaktivno reagirali. Ker toliko se o teh izbrisanih je govorili, da si še vedno pa tudi od teh jugoslovanskih pokojnino, ne. Mi smo nižji srednji sloj, ki so In res, zdaj bo še 2 meseca in po konc, ne? Ja, ne, sej, važno je, da je oddano. Če je oddano, mora biti, ne. Zdaj pa ne vem, kaj je še kakšna možnost, glede na to, da so sindikati že dali to ustavno presojo, da se ponovno kdo drug da to ustavno presojo. Ne mora biti, ne vem, če je možno, da ima kdo monopol nad vlogami na ustavno presojo, ne. Oziroma, če bi bila še kakšna možnost dogovora z ministrstvom, dokler ustavno sodišče ne obravnava. Ker ustavno sodišče so me dogovorila ta Toševa, da lahko traja tudi 1 leto, preden se... Ja, no in še to... Koliko se je pa trajalo po jugoslovanskih pokojninah? Je bilo pa zelo hitro. A je bilo 4 mesece, ne vem, jaz sem bila prav presenečena. Ki je Janša Šuk, so kmalo rešili. Pomladši meni se zdijo, ne? Odvisno za koga, odvisno za koga. No in še tu sem tla reči, da je profesor prava svojim študentom povedal, da ustavno sodišče je načelo delovanja ustavnega sodišča, če gre za državni denar, da je načeloma se uprit države razsodi, ne? Eno pravno mnenje, vem, glede ustavnega sodišča, da ustavno sodišče tehta lahko tudi večje zlo napram manjšemu zlu. Samo to recimo, če vzamemo v enem kontekstu enih pravnih fundamentov, je tudi vprašanje, kje je ta tehtnica dejansko, že sam iz tega, ne? Ne, pa ki to govore, da je treba pomagati, mislim, najbolj šibkejšim. Kaj delajo pol?
Dobro, jaz imam službo, ampak kar mislim, jaz se Nič ne pomagajo, si brez službe, edin, če hočeš uno socialno pomoč, kaj boš pa vrnil, čeprav jaz ne vem, pa sem pa cel življenje plačevala za eno socialno, zdaj rečemo, ne, pa nimaš nič od tega. Res, pa še kredit, tako kot so rekli, tajkuni so dobili kredite in ni treba vrniti. Ja, tako, ne. Socialne podpore pa ni to več socialna podpora, ampak je kredit, ne. Ja. Bomo še živelo, ja, zdaj bomo pa njih, ne, bomo tam lukne, ne vem, mislim, kaj bomo še naredili. Samo res, jaz bi se tudi vprašala, kaj lahko naredimo, da bi mediji tu predstavili tako, kot je primerno. Jaz sem vam poslala enega od odgovorov, ne vem, kdo mi je podal, najbrž prav Slovenska ljudska stranka, en zapis iz NSE-je. Za to število ljudi, koliko smo, ne ve se točno, je bilo rečeno, so ene številke od 5000 naprej tudi, celo, ker pravijo, da eni so plačevali lahko samo zelo kratek čas, eni daljši čas, samo ministrstvo pa te podatke moralo imeti najbrž, da obstaja kakšna varianta, ne, če bi hoteli. Ni aktualno to. To se verjetno da tako izračunati za njih demografskih podatkov. Najbrž. Nekaj bilo, ki pa so napisali, da se pa lahko tudi unik imajo še 20 let do pokojnine. To so napisali, mislim, to je pa res. V tem odgovoru na peticije. V odgovoru na peticije. Mislim, še pa res svinarija. Da pol bi kar uni odpadli. Ja, ne, pa to ni res. Kada niso seznanjeni z dejanskim tem, mislim, kako res. Ja. Ne, mene čudno. Sam teh ljudi se jaz... Ja, pa tudi, če bi nas bilo 100 sam. Mislim, vsem, koliko nas je, krivica je, ali pa 10. Ali en ali pa tavžen. Ja, jaz ne vidim tle v samem številu. Se to je res, ampak, mislim, vsekakor se strinjam, ampak če nekako je tle vprašanje, zakaj se sploh ne prijajo te številke, koliko ljudi je tle? Komu je to interes, ne? Ja, da se pač, da reče, mislim, ali pa da je tam odgovor, moramo biti solidarni, ne? Ministrica za delo Kopačeva, ja kako mi je solidar? Mislim, kako, da čakam, a bo pokojnina, a ne bo, ali pa ne vem, bom prej šla na žale. Mislim, a to je kakšna solidarnost, mislim. Ja, solidarni, dobro, dejansko se generacija stara. Sam to se stara že ne vem koliko let, pa naj bi postopoma, tako so, a ne, od 2000 pa do 13, kak sem prej rekla, se mi 3 leta podaljšal, zdaj pa pol leta, 3 leta. To ni logike. Naj podaljšujejo delovno dobo, saj naj jo. Ja, ampak postopoma pa leta. Pa ne na najbolj ranljivo, a ne. To, kar so vedeli, da jih bo največ to upadlo, ne, zdaj ne, zato so tako naredili. Ja, ker so vedeli, da bodo tako prihranili sredstva, ne. Če, ne vem, 5 let bom čakala za predčasno, pa še pol bo sam 50%. Še plačeval bo zato, se boš bal, če ne boš plačeval, da še to ne boš dobil. Ja. No, še tu varuhinja je takrat tudi tako rekla, ko smo bili pri njej osebno. Je rekla, veste, zdaj je zelo odvisno, koliko vas je takih, ne? Koliko vas je. Zdaj, če gre za par ljudi, se to da, ker ni finančno velik znesek. Če bo za par ljudi, to ne bi. Se vej pole, da nas je dosti, ne? Vejo, še zato so tudi naredili. In da se tudi ne moramo povedati, oziroma se ne znamo, ali ne vem. Ja, in da to ni v prid. In da ne vem, sam če bi nas bilo 10.000 vsak dan tam predstavljamo, ne vem, pravo. Ja, jaz sem tudi, res, ja. Mislim, gospod tam stavka, jaz sem že tudi premišljala, da bo stav vzela pa bi šla pred parlament, sem rekla. No pa da vidimo, mislim, da bo... Je bilo šla gledovno stavka? Ja, jaz tudi ga imam, ja, jaz tudi. Pa i bo. Ja, ne? Lahko, mislim, ne vem, da bi malo... Jaz sem dobro vprašala, ne? Da bi pretirali medijsko pozornost. Ja, to sem jaz. Se bi bilo kakšen razkrivajte. Ja, zanimivo, ne?
Pa tudi tale 100, izven tega zakona, ne, 155. člen ustave je bil omenjen tekom te problematike, ne, ki kakor pravi, da ni dovoljeno spreminjati, odvzemati pravice za nazaj. Ne. Zdaj, to, kakor je bilo spremenjeno, so ki je bil nek uradni odgovor, da je bila pravica takrat v nastajanju. To se pravi, da je bilo 30 let v nastajanju. Ne, oni kršijo svoje zakone. To me zanima, kako je lahko pravno izraz pravica v nastajanju. Kaj to sploh v bistvu pomeni? To formulacijo, da bi kdo razložil mogoče. Da pravica nastaja. Ni pravica nekaj, kar je ali pa ni, ne? Ne, ker vi še nimate pravico do upokojitve, ampak boste imeli pod temi določenimi pogoji. Zato je pravica v nastajanju. Se pravi, ko boste stare toliko in boste imeli toliko delovne dobe, boste imeli pravice, pravico do pokojnine, do upokojitve. Samo pred nami so pa to pravico imeli, pa tudi še niso imeli pogoje izpolnjene. Ja, točno tako. Je bila v nastajanju, mar se je No, samo, moj mož je dolgo zdaj ta teden odločbo o upokojitvi in je dal nadure noter, ne? In mu je v obrazložitvi napisano, da nadur se mu ne upošteva, ker po takratnem zakonu SPIS in SPIS-1 se je upoštevalo samo nadure, ki so bile delane, če je, ne vem kako, nadnaravna sila ali tako, ali pa šofer, ne? Ampak zanimivo bi bilo, tu je bilo navedeno, po zakonu, ki je takrat veljal, je bilo tako in tako. Se pravi, takrat je bila pravica taka, ne? Ja, ampak mislim se... Moje je bilo v nastajanju, ne? Ja, ampak to lingvistično, ki je mogoče, ampak še vsem, jaz imam zdaj v tem primeru, kot državljanska pravica oziroma človekove pravice, ima vsak pravico do upokojitve. Tudi takrat, ko se rodi, ne? Ampak je seveda logično, da se ne bo takrat upokojil, ne? Ampak ima to pravico že s svojim rojstvom. Ja. To ni nekaj, kar nastaja. To so potem, mislim, to je nek lingvistični izraz, ki je mogoče pospremi dogajanje, ne? Lahko manipulira z njim. Ja, mislim... Se pravi, po tem 155. členu dejansko ne bi smeli nekaj za nazaj spreminjati, posegati oziroma oškodovati, ne? Zakon v lasti sem ne, ko je bil sprejet, kar je pa bilo nazaj. Mi tudi takrat pa je bil ti zakon, ko nam so rekli, da bomo to imeli delovno dobo, nas so zavedli. Ja, res je. Jaz, če ne takrat ne bi podpisala, bi sigurno delila še 3 leta. Ali pa vsaj 5 mesecev, kako bi 31, 12. Pa ne bi plačala, pa bi imela 30 let delovne dobe, pa bi čakala do 65 leta, da bi bila plačana. Pa bi natist jaz imela, ne država. Nam bo baterije, tako je 10 minut še imamo zmanjka, tako da mogoče, če pomislite, kaj bi bilo še tako pomembnega za povedati, vam dam besedo. Da smo že kako so povedali. Da že ni nič tazga. Res bi bilo pa fajn, da bi kako medili se to, ne, da bi se kaj bolj... Ja, da bi bilo na mestu kakšne... Da tudi mogoče ne vejo, da bi se kot lahko povezali, ne? Se pravi, mediji pravite pa ena povezanost med ljudmi. Ja, da bi se povezali, ker sem odkavžen nismo, mislim... Jaz mislim, da še zmeraj dosti ljudi ne ve. Tisti, ki so mislili, da bodo šli naslednje leto, če niso dali še vloge in če nimijo v svoji okolici, tako je tudi moja generacija, sploh ne razmišljajo jutr, po jutršnjem ne razmišljajo, da bojo dejansko takrat mogoče, da bo treba delati, ne vem, do 80 let. Ja, tudi mi nismo, se pravim. Če se rešli pa 40. A ne, mene tudi 2000 nič ni prizadev, Takrat, ja, res je, je tudi tako postopoma. No, in tudi ko so začeli to, da bo uvajati, da bo ta SPIS-2, se nekama do 2014 sigurno nije. No, ja, do 2014 je še prehodno obdobje. Pa še govoril, da se nič ne mudi, do 2015 se nič ne mudi. Pa še pa tako hodi, če bo mudi. Se vam zdi, da to ni, mislim, sploh ena globlja družbena problematika, vse skupaj, da generacije ne pridejo skupaj, ne? Tudi v končni fazi, tudi če se viša življenjska doba, ne, da se tako podaljšuje delovno dobo, ne, mogoče ni odgovor na družbene težave. Sploh če pogledamo
koliko so efektivni tisti, ki danes nekaj delajo. Sigurno, da če si pa 20 ali pa 60, da je Iztrošeni, mislim, da smo iztrošeni. Jaz sem delala 1 leto iz invalidi, ki sem ga mogel dvigati, mislim, mene so kolena, mene je križ, to, mislim, ko si starenka čez 50, enostavno ne moreš tam 70 kg dvigati. Absolutno ne, no. Jaz se strinjam, jaz ne vem, mogoče res današnja mladina, tisti, ki ima 25-30 let, si mislijo, sej mi, ker bomo stari povedati 55-60 let, bomo še toliko imeli pred sabo. Ma dejstvo je, da mi smo se zelo zgodili lotili delati. Večina. Med 15 in 18. Zdaj pa, kar je zdaj, med 28 in 30 je bilo takrat 15-18. In si res pri 55 že fajn zdela. Psihično in fizično in ne moreš, je dejstvo, da ne moreš pol več toliko. Je tisto vse za tamo. Pa še nekaj je, delamo lahko, jaz fizično se čisto v redu počutim. Ampak ne na komando, mi pa zdaj konc. Jaz lahko grem volontersko, ne bom pa zato, ker vem, da mi država jemlje zato, ker ima prazno blagajno. Ne vzamejo pa tam tisti, ki so zafurali. Meni je to najbolj. Ja, mene tudi, naprimer prostovoljno, jaz sem tudi na onkološkem, ampak mislim, jaz ne vem, mislim, zdaj na stara leta pa v bistvu nič nimaš, ne. Rečemo, nekaj si že kot otrok si začela in mislim, zdaj pa kar, mislim, prepuščen, znajti se, kakor veš in znaš, to ni stvar države. Dokler si pa delu, naprimer zdaj 37 let pa pol imam, je pa kar v redu. To je pa v redu, zdaj se pa znajti, ne, kakor veš in znaš. Da je kar naenkrat pa sam sebi prepuščen. Tako, no, zdaj bi mogoče zaključila. Se zahvaljujem predstavnicam skupine izbrisanim, oziroma pravica izbrisanim pri izigranju pri pokojninski reformi. Izbrisani dva bilo. Bomo pa dobile, če smo izbrisani. Bomo pa dobile, no. Jaz sem pa pač predstavljala tole eno dokumentacijo, ki je znotraj te skupine nastala, ki problematiko prikazuje v tem kontekstu, da gre za več ljudi, da so medijsko ignorirani, pa tudi pravne podlage smo se dotaknili. Omenili smo, da je zadeva šla zdaj v ustavno presojo, ampak verjetno samo del te problematike šel naprej, pa da bi mogoče se lahko začeli s tem ukvarjati preko, v povezavi z različnimi generacijami, ne pa, da bi se delili. Hvala.